Prav lepo pozdravljeni iz Javorniškega Rovta. Moje ime je Leja Petek in sem regionalna turistična vodnica Zgornje Gorenjske. Sem pa tudi ponosna članica društva Argos, društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije. Javorniški Rovt velja za majhno naselje s samo 200 prebivalci in se nahaja v jeseniški občini, prav v pobočjih gora nad Jesenicami. Leži v objemu zahodnih Karavank, vrhovi le-teh pa predstavljajo naravno mejo med Slovenijo in sosednjo državo Avstrijo. Za tuje goste je ta destinacija še dokaj neprepoznana, za domače obiskovalce pa velja za pravi gorski raj, predvsem sedaj v mesecu maju, ko se travniki obarvajo na belo, pa ne zaradi snega, temveč zaradi cvetenja narcis. Narcise so ene izmed prvih cvetic, ki cvetijo spomladi in predstavljajo simbol lepote. Zelo opevane so tudi v grški in rimski mitologiji. Pogosto slišimo, da so dobile ime ravno po nesrečnem starogrškem junaku Narcisu. Po svetu pa raste veliko vrst narcis, toda v zahodnih Karavankah govorimo o tako imenovani beli narcisi ali po latinsko Narcissus poeticus, ki pomeni tudi poetova narcisa. Ni čudnega, da so jo tako poimenovali, saj je njena lepota naravnost božanska in hitro zbudi vse čute domišljije. To vrsto narcise pa ne najdemo samo v Karavankah, temveč tudi drugod po Sloveniji, na primer na Kočevskem, v Pomurju in na Krasu. Habitat za narcise so gorski travniki na okoli 1000 metrov nadmorske višine. Takoj, ko se sneg stopi, poženejo listi, cveteti pa začnejo konec aprila in cvetijo vse do konca maja. Na višje ležečih pašnikih jih lahko občudujemo tudi v začetku junija. V višino zrastejo med 20 do 40 cm. Nizke temperature jih ne prizadenejo, saj se po noči tod temperature lahko spusti tudi do 0 stopinj Celzija. Ko cvetijo, cvetijo vse naenkrat. In zato lahko na enem samem kvadratnem metru vidimo tudi od 50 do 100 cvetov. Kot tudi sami vidite, izgleda kot pravljica v belem. Med vsemi narcisami je poetova narcisa najbolj strupena. Morebitno zaužitje povzroči omotico, slabost in bruhanje. Ker so bili pastirji nekoč o tem že poučeni, so živino na pašnike porasle z narcisami gnali šele v avgustu, ko so bile narcise že posušene. Tudi šopek narcis v zaprtem prostoru lahko privede do glavobola in slabosti, zato jih pustimo v naravi, kamor sodijo in jih ne nabiramo. Lahko pa posnamemo nešteto fotografij, ki nas bodo vedno spominjale na njihovo mogočno lepoto. Narcise imajo v zemlji čebulico, iz katere poženejo 4 zeleni listi. Imajo steblo, na vrhu tega pa vpojno dišeč beli cvet. V sredini cveta pa je razvit rumeni privenček z rdečim robom. Narcise najdemo povsod po svetu z različnimi poimenovanji in tudi v Sloveniji poznamo kar 120 imen za narcise. Na Gorenjskem pa jim radi rečemo kar ključavnice. Ime pa izvira iz legende, ki jo v teh krajih domačini z veseljem delimo med ljudi. Torej, nekoč je Bog prepovedal delo vsem živalim na nedeljski dan. Prav vse so vestno sledile Božji besedi, le čebele se niso zmenile zanjo. Zato jih je Bog kaznoval tako, da je narcisen zaklenil cvet z majhno bunkico, ki je onemogočala nabiranje medu. Tako so bile čebele okročene, nam pa je ostalo ime ključavnica. Hvala za vašo pozornost, upam, da se kmalu spoznamo tudi v živo. Do takrat pa lep pozdrav!